Danes vas iz knjižnice Bistrica ob Sotli pozdravljamo ob predstavitvi pesniške zbirke Simona Černelča ob tematski razstavi njegovih slik. Tisti, ki Simona Černelča zelo dobro poznamo, vemo, da je izjemen likovnik, ki je načrtno izoblikoval simboliko prežet prvinski umetniški slog. Svoja ustvarjalna prizadevanja je že od malih nog usmerjal v poezijo in prozo, ter že v rani mladosti svoj zanos predmetil v mladinskem umetniškem krožku in glasilu. Kmalu zatem je postavil tudi temelje bistriški rock kolisi, s tem, da je nabirmal peščico lokalnih nadarjenih glasbenikov in tako zagnal bistriški perpetuum rockie. Skozi vsa leta se je neutrudno, poleg pisanja poezije in ustvarjanja glasbe, posvečal tudi pisanju proze. Ustvaril je veliko dramskih del, stripe in še marsikaj. Veseli smo, da ga danes gostimo v naši knjižnici. V bistvu gre za kombinacijo obojega, bi rekel, po občutku. Nekako na mene je vplival, če bi si mogel enega avtorja zamisliti, ko se mi zdi, da me je nekako njegov pristop se mi je zdel dovolj zanimiv in sem našel nek navdih, je Mark Rothko. On je delal take barvne ploskve in to se meni zdelo zanimivo, na podoben način bi probal tudi jaz kaj narediti, s tem, da je pri meni je pa tudi nekaj motiva. To pa je mogoče nekako, ta abstrahiran motiv je pa nekako, ne vem, to pa ne vem točno na kak način sem prišel sigurno, da bi se tega tako lotil. Ja, se pravi, že od malega sem strašno rad risal, se pravi, to je bilo moja strast od malih nog. Zdaj pa je tako, da občasno kaj narišem, kako grafiko kdaj naredim. Imam zdaj spet neko idejo za eno stvar, ampak dejansko se mogoče več ukvarjam z glasbo, pa tudi s pisanjem, mogoče malenkost več, ne bolj z glasbo zadnje čase. Ko delam glasbene projekte in potem ilustriram tudi in razmišljam o tem, tudi recimo, ko smo naredili pred leti svojo ploščo, ko sem bil še pri glasbeni skupini Malik, sem tudi jaz takrat poskrbel za likovno opremo te plošče oziroma za album, za zloženko. In poskušam razmišljati na ta način tudi zdaj, da poskušam to svoje zanimanje za dizajn, za likovno umetnost povezovati z glasbo. Glasbo na nek način bolj kar se tiče literarnega dela, pa itak z besedili za komade, ki jih delam, se nekako tudi literarno izražam, koliko pač zahteva in kar muzika od mene nekako išče, kaj jaz slišim, poskušam potem obesediti tudi za besedilo. Se pravi, ko sem se začenjal ukvarjati z glasbo, je imel veliki vpliv na mene, so imeli moji vzorniki glasbo, ki sem jaz poslušal, sem zraven tudi pel, ali pa si poskušal zamisliti drugi glas. In na ta način sem nekako začel malo improvizirati, sem dobil prve svoje ideje. Zdaj, vmes sem šel čez Mars, pač se počasi z letami, to se zdaj že veliko let s tem ukvarjam. Zdaj se pač zadnje čase res ne več ukvarjam z glasbo in velikrat je to, kar bi ne melodija, ki jo iščem izrazila, to iščem v nekih podobah, v nekih spominjah, tako da na nek način je podoba tisto, kar je nekje, ampak težko zdaj, ker teh podob ponavadi ne realiziram v likovnem delu, ampak ostajajo nekje v moji podzavesti, tako da to je preplet tega dvojega, tako nekako. Se pravi, imam neko vizijo, neko predstavo, nek dogodek, nek spomin, ki je ponavadi, tudi velikrat je vizualiziran. Ker sem zbirčen, potem se pač omejim rajši na malo manj in to nekako spravim skupaj, tako da sem zadovoljen. Ampak je pa res, da pri vsakem razlog, zakaj so moji stavki kratki, zakaj uporabljam rad preproste besede v literaturi, je precej drugačen, ko recimo pri likovni umetnosti, če se ve čisto nekaj drugega. Gre za to, da se mi zdi, da če so stavki preprosti, če so besede domače bralcu, se bo lažje vživel to, kar razlagam, bo
Moja želja je pač, da svojo zgodbo podam na čim bolj naraven, spontan način in da se človek ne ukvarja toliko veliko stilom, kot samo zgodbo in da doživi stvar čim bolj neposredno. Na nek način je mogoče to res tudi za likovno umetnost, ampak najprej bi mogoče vseeno povedal, kak je v glasbi. V glasbi jaz nisem glasbeno izobražen, razen imel sem dobro glasbeno podlago, moji starši so zelo glasbeno aktivni in nadarjeni, tako da sem bil od malih v glasbi, me je glasba zanimala. Zakaj sem minimalist v glasbi, je pa razlog v tem, da enostavno nimam tega glasbenega znanja in spet sem se lažje znašel z bolj preprostimi, ko bi rekel, glasbenimi prvinami in se mi zdi, da z njimi, če jih dobro razumeš, te preproste stvari, lahko potem z njimi počasi zraste kaj malo bolj zanimivega, malo bolj zapletenega. Tako da to je bila moja logika v ozadju. Zdaj, kar se pa samega likovnega razloga, zakaj je ta minimalistični motiv v likovni umetnosti, eno je to, da me je navdušil Rotko s tem, ko je res praktično mogoče 2 ploske, 3 ploske na platno in je naslikal in to je bilo dovolj. To je bilo na nek način kar radikalna ideja, da je tak minimalistična sredstva so bila za takega vrhunskega umetnika dovolj. To mi je bila in jaz sem potem razmišljal, kako je možno, da se taki mojster odloči za tako mali minimalistični izraz, ampak ko vidiš to sliko, ko se postaviš pred njo, na tebe deluje dejansko barva. Če je barva znotraj nekega motiva, ti vidiš motiv in te preusmeri na nek način od energije, ki jo da od sebe določena barva. In to mi je bilo zanimivo in zato sem si tudi jaz želel delati slike z večjimi ploskami, barvnimi, obenem pa me je vedno mikal tudi motiv. Jaz sebe nikoli nisem videl kot pesnika. Mene je zanimala kratka zgodba, z njo me navdušila tudi, začel sem zelo intenzivno brati kratke zgodbe. Skoraj po naključju našel sem na Dilah ena revijo Življenje in tehnika. Tam so bile na koncu te revije kratke znanstveno-fantastične zgodbe, ki so me pritegnile, so mi dali misliti in tako se je rodila moje veselje do literature dejansko. Potem pa sem v enem obdobju tudi sam poskušal v pisanju svojih prvih kratkih zgodb, pri tem pa sem imel kar nekaj idej, ki nekako niso tvorile dobre fabule, ki so bile praktično bolj neke ideje, bolj neke refleksije, neke bolj osebne izpovedni motivi in se odločil, da mi iz tega naredil pesniško zbirko, da ne bi, ta material se mi zdel zanimiv dovolj, pa sem se jaz tega tako lotil pred veliko letami. In potem sem pa jaz celo že takrat, mogoče po parih letih, ko sem zbral nekaj teh pesmi, jih nesel tudi na založbo v Mariboru in potem nekako ni bilo odgovora. Potem sem tu pa tam kakšno pesem še objavil, nikoli pa to ni bilo, jaz nikoli nisem razmišljal o sebi kot o pesniku, pač pa mi je bila želja, ko so se začeli ti motivi pojavljati prve pesmi, sem videl, da se nekako da se bi dalo jih nekako povezati neko skupno celoto. No, in potem v nekem času, po teh raznih objavah, ki so bile precej odvisne res od tega, kaj je bilo mogoče zanimanje pri določeni reviji, da se je pojavilo zelo naključno, da tu pa tam sem kakšno stvar poslal, ponovadi ni bilo odgovora. No, z letami se je teh objav nekaj nabralo. Potem pa je bilo to, da sem bil na razgovoru za delo v Mariboru, na tej založbi in takrat je direktor založbe je pogruntal, jaz živim v Bistrici ob Soti, v Mariboru, neke realne možnosti, da se bi tam zaposlil, ni bilo. Me pa vprašal, jaz sem rekel, dobro, te pa pol jaz grem domov, če najbrž nisem primeren kandidat. Pa je rekel, dobro, ne, zdaj boš pa povedal, še kaj delaš, kaj je pa tako. Pa sem rekel, sem pa začel malo se spomnil, da imam res to pesniško zbirko, nekaj predalo in rekel, ja, bomo naredili. Tako to se mi je zelo dobro zdelo in pol na ta način nastala v bistvu ta pesniška zbirka. Pri založbi Kulturni center Maribor, Dušan Hredl je pa odgovorni urednik. Moja pomočnika pri izdelavi te pesniške zbirke sta bila pa najprej Peter Dobaj, pa Grega Lozar. No, z njim sem pa njega že prej poznal in da smo dejansko pripravili to zbirko skupaj nekako spravil, on je pri tem najbolj neposredno pomagal.
pa tudi fajn lektorco imajo tam na založbi, mi je šel zelo na roko, tako da, ja. Razlog, zakaj sem se odločil, da sem dal pesniški zbirki naslov Prapodobe, bi najprej odgovoril na to vprašanje. Razlog za to je, da so pesmi precej slikovite in da se lotevajo enih poslednjih vprašanj, filozofskih vprašanj načenjega, pa tudi mojih osebnih dilem v tistem času, ko sem jih jaz pisal. In v tem smislu se mi je zdel naslov Prapodobe primeren, se pravi ne samo zato, ker gre za precej slikovite, likovno, barvite, recimo pesmi se za moje pojme, pač pa tudi zato, ker je prapodoba strokovni termin, ki pomeni arhetipe, praslike, ki jih ima človek že, ko pride na svet in jih prinese s seboj. In na nek način je to tista osnova, iz katere potem nastaja človekov miselni svet, pojmovni svet, njegovi odzivi na svet oko sebe. In se mi je zdelo, da tudi glede na to, da so teme bivanske, pa posebno spovedne, se mi je zdelo to, da je to primeren naslov. Tako da zdaj, že pri tem se mi zdi, da sem malo nakazal, kaj je razlog, zakaj sem se odločil poimenovati to tudi kot katekizem praznoverja. Se pravi, praznoverje ima v našem družbenem okolju lahko tudi negativen, ponovadi ima negativen prizvok. Tu gre za vraževerje, gre za neko neznanstveno razmišljanje, mogoče poenostavljeno in tako naprej. Meni je bila pa všeč beseda praznoverje zaradi tega, ker se mi zdi, da je vera zelo pomembna, fajn pa se mi zdi tudi, da ni preveč dogmatična, da je odprta, da je v njej prostora za nove ideje. In zato mi je bila ideja všeč, ker je praznina, ki jo slišimo v besedi praznoverje, omogoča različne poglede. In jaz imam tudi v tem čisto splošnem pogledu na praznoverje kot na nekaj, kako bi rekel, obznanstvenega. Imam spoštovanje vseeno tudi do praznoverja. Ne rečem, da bi se morali znanstveniki držati praznoverja, se mi pa zdi, da je lahko praznoverje tisto območje, v katerem se rojevajo nove ideje, neke nove predstave, zamisli, ki se jih potem lahko znanstveno preverja. Skratka, zdaj se mi je tak pojem, ki odpira široko polje. Obenem pa je v tej besedi praznoverje tudi vera, ki se mi pa zdi, pač vsi v današnji sodobni družbi poudarjamo, kako pomemben je dvom, kako je pomembna skepsa, kako ne smemo nobene stvari vzeti za 100%. In to je res. Danes živimo v zapletenem svetu in je potrebno, da smo previdni in skeptični. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da je zelo pomembno, da jo hranimo tudi neko svojo vero. In tako nekako bi mogoče pojasnil, zakaj sem se tako odločil. Da je to pač ta katekizem, praznoverje v smislu, da so to neke zbrane misli, ki so lahko na nek način, vsaj za mene, neko soočenje z svojimi življenjskimi dilemami in mogoče bo še za koga drugega v tej pesniški zbirki navdih v podobnem smislu. Ja, kot sem omenil, sem dejansko svoje prva literarna dela so bila v polju znanstvene fantastike, nad katero sem se navduševal že v osnovni šoli. Konec osnovne šole mi je tudi ata kupil celo zbirko znanstveno-fantastičnih knjig. Posebno sem bil navdušen nad knjigo Daleč od zvezde, ki je tudi, to je bil vse del zbirke iz Tehnične založbe Slovenije. In takrat sem se pač navdušil na to kratko zgodbo. Tako da žanrsko so ponovadi moje kratke zgodbe nekako, vsaj nek moment fantastičnega je v mojih kratkih zgodbah, ki sem jih tudi že nekaj objavil po slovenskih revijah. Zdaj pa se pripravlja tudi pri isti založbi, se pravi pri Kulturnem centru Maribor, v bistvu igra, lahko bila tudi radijska igra z naslovom Modus operandi, ki je pa tudi neko hlapno, znanstveno-fantastični okvir postavljena. Tako da, ja, to je moje prihodnje delo, ki upam, da bo čim prej išlo tudi v tej založbi, ki mi je izdala tudi pesniško zbirko.
vera. Verjeti samo v stvari, ki so, bi pomenilo zanikati nešteto stvari, ki še bodo. Ves svet je samo privid, ki nastaja v somraku našega poželenja. Resničnost se rojeva iz naše sle. Bog je samo malik in samo malik je Bog. Vanj verujemo, ker vemo, da obstaja. Obstaja pa zato, ker verujemo vanj. To je začaran krog, katerem je Bog sam svoj vzrok in posledica. Človek je ustvaril Boga zato, da bi Bog ustvaril človeka. Bog pa je ustvaril človeka zato, da bi človek ustvaril Boga. Protislovje je počelo stvarstva. Smisel življenja je v njegovem nesmislu.